Gospod z vami in s tvojim duhom. Iz svetega Evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Ko je Jezus potoval v Jeruzalem, je hodil med Samarijo in Galilejo. Ko je prišel neko vas, mu je prišlo naproti 10 bogovih mož. Oddalec so se ustavili in na ves glas govorili: Jezus učenik, usmili se nas. Ko jih je zagledal, jim je rekel: Pojdite in se pokažete duhovnikom. In med potjo so bili ozdravljeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval. In ta je bil Samarijan. Jezus pa je odgovoril: Mar ni bilo 10 očiščenih? Kje pa je onih 9? Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega tujca? In rekel mu je: Vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Minuto ostanemo v tišini. Bog dej, zdaj sem kot gost, tukaj nisem več kot odgovorni. Prej sem nadomeščal Igorja pri zboru, zdaj sem končno svoboden. Dobro, mi gremo naprej, ni važno, kaj je kdo. Slišate vsi v redu? Zadnji. Torej, en tak fajn odlomek evangelija, saj je vsak fajn. Mataj je tudi. Ta je tako fajn odlomek, da ni treba delati Slovencem ankete, ni treba delati kakega popisa prebivalstev, ko ste videli nekoliko pač do tistega. Samo preberete Lukov evangelij, 17. poglavje od 15. do 20. vrstice in je anketa vsa naredila. In kako to? A je čudež, a je prav slučaj, lahko gledamo, da je slučaj. Pa kakorkoli lahko gledamo, lahko pa gledamo, da je njih padlo, da ta kos evangelija je prav odgovor na anketo
našem slovenskemu narodu. Ste že pogruntali, kaj je ta anketa? Ni treba ne ankete, ne statistike več. Vse piše tle. Točno piše. Dobro, pa še na koncu tistega, da boste malo. Da bo nekaj malega od vas radovednega, kaj bi tisto bilo. Ne? Ste radovedni, kaj je tisto? Ste? Dobro, boste šliči. Čekam, da ne pozabim, da šel nekam tretjo smer. Če ne me boste spomnili. Ma ne, res, boste videli. Treba zdaj to zgodbo, tako še enkrat je ponovim. Jo ponovim na malo bolj tak funkcionalen način. 10 obavih je 10 obavih, 10 bolanih, 10, ki jih je že odpisali. Obavost danes je ozdravljiva, ma tudi tista obavost, ki je ozdravljiva, kadar se tista obavost ozdravi, da je nič vsaj treba. Ko je župnik delo skozi, ki je mlad župnik pridno, je stari še skozi kabel, da te obronija. Zato, ker je jaz, ker je mlajši, ne rečko, ne. Dobro. Kaj sem že rekel? 10. Danes je ozdravljivo, ma tudi, kadar je ozdravljivo, recimo začne imeti prst, kar sem videl po televiziji, hvala Bogu, v živo nisem videl, tam odrežejo in tam se začne mazati vse tisto, veste tisti, ki ste medicinci, lahko ste ki bolj slišali, in tam se lahko ustavi, da ne gre naprej. Na ta način je obavost rešljivo. Se pravi, še zmeraj si potem iznekažen. Še zmeraj si iznekažen in še zmeraj imaš toliko več možnosti, da te spet tisto, da spet zvoliš. Takrat pa obavost je kot drugačne zdravila ni bilo, takega kot danes, pa še danes so tudi to zdravilo bolj moraš ne sreče, da priješ do teh zdravil, te merel na svetu ne pridijo do tega. Takrat je bilo pa drug način ozdravljanja Boga. Ljudje so dobili način, kot so ga lahko dobili. Krut način. Če je zbolil otrok, pa tudi če je bil v hiši 10 otrok, pa če je bil samo eden, tistega otroka se je napodila in se nimaš kaj več približevati vasi. In če boš vse blizu, pa morajo vsi zdravi mrtli kamnje. Kruto, ne? In pa to je bil edini način, da so ostali zdravi. To je bil edini način, če ne bi vsi zboleli. Lahko bili starši tako strahovito dobri, da bi tega otroka le obdržali, pa bi vsih nesli potem mrtve. Bi vsi zboleli. Tako je to šlo. Treba je bilo ločiti tukaj. Lahko bi rekli, takrat je bilo to Bogovo spraviti tak primer, lahko bi dali tudi z grehom, kako je treba greh, ne grešnika zdaj, da bomo ločili nekoga. V sebi, kako je treba greh ločiti od sebe, da ne cel zboliš zaradi greha. Ne? Ločiti od sebe. Prvo se umijaš, spoved, se trudaš, in tak pride nazaj v odboralni. Lahko bilo reči, da nikoli več ne pride, ne? Ampak itak pride, pa se spet umijaš. Spet ločeš ta greh, ločuješ, ne toleriraš. To bi bila ena možnost, da se enkrat tega rešiš. In tako bilo v teh hobih. Hobovi ljudje, tako da vidimo teh 10 hobovcev, to je bilo 10 ljudi izločenih iz svojih družin, nesrečnih. Edina tolažba jim je bila, da so nekako med sabo se le držali. Če pa navadi je še kdo tako nesrečen, kot ti si malo je lažje, ne? Žal, taki smo. To sem verjetno že kdaj rekel, ko sem padel na izpitu. Najbolj kruto mi je bilo, da ni noveden drug padel. On je pa še en padel. Hvala Bogu. Sem rekel, no, saj nisem edini ponovno, ne? Tako da je bilo lažje, sem mu rekel na konc, saj proste, da sem bil vesel. Da nisem edini. Je rekel, no, sem mene edino tudi lažilo, da vedno stiže prej pa. Smo bili vsi na istem, ne? In te so držali skupaj. In te 10 bobovcev vidimo životari. V bistvu se skriva
da zdravi ljudje njihovih gob ne vidijo. Lahko bi rekli zelo podobno. Ljudje, rečemo, nosimo maske, da se naše bede ne vidi. Ampak vse posoje prav, kaj bomo govorili vse svoje žalosti, ne? Pred Bogom bi bilo pa hudo nositi masko, ker on je pa tisti, ki ima zdravilen dostop do vseh teh naših bednosti, slabosti. Na iste način se gobovi skrive. Vidite, ko se evangelij pokriva ne samo z gobovi, z nami v vsakem trenutku življenja. Na kak način neko skrivanje, gledanje, kako se boš izognil ljudem, ki so zdravi, ali pa rečemo tako, ki izgledajo zdravi. In tiste ljudje, ki izgledajo zdravi, povarda se jim te gobovi približajo, jih napodijo s kamni, ponavadi se jih kamnava, če se je videlo gobove ljudi. Ja, so sporedno. Na ta način so se rešili, da niso zboleli. In na ta način, ko taj gobovi tako blodijo, se skrivajo, lačni verjetno niso bili, ne vem kako. Njih so že dobili, so bili vrli, kakaj smeti, počasno se verjetno navadili tudi stisno živeti. Ampak nekaj se pole zgodi. Njihovo življenje se skriža z Jezusovim. Kako čudovit znak je križ. Se skriža z Jezusovim življenjem. Verjetno so zvedli za tega Jezusa. Oddaleč. In so vedli, Jezus, učenik, so že vedli, kdo je. So slišali, da pri temu Jezusu je pa možna rešitev. Prav konkretna rešitev za njihov primer. In ko slišimo mi o tem Jezusu, tudi nam na en način srce zaigra, ker vemo, da je tu pa neka rešitev. Nekaj se bo rešilo. Z Jezusom bo to drugač. Upamo. Dobro je skrižati naše življenje z Jezusom. Hudo je, da ne bi iskali njega. Tej gobovci so ga iskali. Iskali, kako bi le prišli na en način do njega, ker niso imeli dostopa. Težko se mu je približati. Tudi zdaj se mu je težko približati, oziroma vemo, pa naša se mu prav približamo. Ma kako bi se ga približili na tist način, da se ga dotakneš prav? Nekdo se mi je dotaknil, vsi pritiskamo na tebe, nekdo se mi je dotaknil na ta način, da je ozdravil s tako vero. Kako bi se mu približili na taj način? Tej gobovci iščejo ta način. In potem pride. Blizu mu niso mogli prist, ma saj toliko deleč, da jih je slišal. To je že blagost. Stik z Jezusom je bil vzpostavljen. Živimo dosti, ker pa ne vemo, ali je to stik ali ni. To je hudo. Lahko molimo, hodamo v noč, pa ne vemo, ali je stik ali ni. Iščemo ta stik, ne? Tudi vi iščete stik. V prenovi v duhu se zelo pozna iskanje stika. Pride nekdo tle, pa je tako. Kaj imate občutek, da tamo pa dam en stik, pa je polno cerkev, ne? Tole smo eni taki, kot smo, ali nismo, ne? Tako je, tako je. A je ta stik ali ni stik, pole se na konc ne veš, ne? Na konc slučaj, jaz vem, se tudi jaz iskal. Za mene so vsi ta glavni karizmatiki molili. Tardif, veste kaj je tardif? Številka 1. Da ne bomo pisal še 10-20 drugih, ker ne vem, kjer so bili več točno, ker je toliko bilo. Ma na koncu sem opazil, da tisti stik je prav v tisti moji osebni, notranji molitvi. Da nimam kaj iskati. Jo, pa tam je in tam tiska, ker te pa on spovel. On pa prav vide. Pa sem šel, pa neč ne videl. Pa so ta zlatko, kad te on gleda. On kad te gleda, pa če tož do pete te vidi.
tisti križ, sem se trudil, da ga nisem malo križ vedel, ki je imel, zdaj na čas za vrsta specialno zanimanje. Pole mi je rekel, šta se bojiš? Sem mu rekel, pa šta da se ne bojim? Dobro, pa ni držal. Se je končal pogled. Ne, tisti pogled se dobi, tisti pogled je v nas, veste, tisti pogled ga nam ne bo doben dal. Tisti pogled ga bomo dobili, če bomo na ta način iskali, kot so na Bogovci iskali. Iskali to bližino, kljub vsem oviram. Že hendikepirani so bili s tisto oviro, ki jih večina ni bilo. S tako oviro, bogovostjo, ampak vse eno so iskali ta stik. In iskali in ga najde. In to je bil ta stik. Tle nimamo kaj več opisovati, koga se je zgodilo, glavno tle bilo ozdravljenje. Takrat ni bilo še tistih ozdravljenj, da se je bogovost nehala, se pravi, logično, da tam ni bilo več manjkajočih hodov, da to verjetno se je vse obnovilo. Nekje v drugem odlomku Evangelija piše o enem ovcu, kjer so se kite spet sestavljali in koža. Ne ta odlom za ne vem točno, ker v enem odlomku vem, da piše, da mož suho roko tistega. Zopet se je spostavilo vse, tak. Pa Jezus je to manjš povedal. Ne? Očitno, če so šli do duhovnikov, Jezus je rekel, pojdite, pokažite se duhovnikom. In duhovniki so pa tisti, ki so jih razglasili za bolne in tisti, ki so preklicali to razglasitev za bolne. In očitno, ko so se prikazali, so bili kot otroci. Kot otroška koža. Očitno zelo zdravi. So pole zdaj, to je Božje delovanje, tle se jaz ne vem, kako vtikati, jaz ne vem, kako bi ga razložil te način. Vem, da je močno in da je dobro in da se splača iskati ta stik. Potem se pa zgodi žal tragedija. In ta odlom bi me postavil prav zato, da bi pazil, da se ta tragedija ne zgodi. Večja tragedija kot prej, ko so bili bolni. Večja tragedija, kako se reče? Raj, žrem, bolan, nebesa, pozdrav, upad. Bi rekli temu, ne? Tistih 10 obovcev so imeli vse možnosti, da vejo bolan nebesa. Te 10 ozdravljenih so pa zdravili možnost, da vejo zdravi, rečemo upad. Sejeti stran od resnice je pa. To je že pa ko je laž. In pri teh 10 obovcih to, da niso vedeli, kdo jih je ozdravil več, je bila laž, je bil pa. Živeti v laži je živeti stalno v negotovosti, ne? Se vemo, so vprašali otroke, zakaj ni dobro lagati. Veste, kot se je tole treba skozi zmišljivati, da se ne ujamo že tisto laž. Veste, koliko zmišljevanj, koliko plasti laži je že, da opravičimo to laž, da lahko brez Boga živimo. Da smo lahko brez Boga. Da nas do drugo zdravi kot Bog. Da nas kdo drugi lahko reši kot Bog. Koliko plasti laži. Verjamemo v vse te plasti, ma na koncu vidimo, da ni tako. In 9 jih je bilo, oziroma 10 jih je bilo, vemo, samo eden. Zdaj ta procent 10 proti 1, 9 proti 1, kaj bi ta procent nam lahko tudi povedal? Zdaj lahko vprašamo se tudi, kaj je na tega ostalih 9? A so ostalih 9 hodili okrog in oznanjali, kako so rešeni? Ker verjetno, če bi to govorilo profilno znanje, kako so rešeni, bi jim ne bilo težko priti še enkrat k Jezusu. Ne? Pokažite se duhovnikom. Zdaj ne vem, kako treba biti prav v Jeruzalem, to pa ne vem. To bi mogel škofa Jurija krasiti. On bi vedel. Se pravi, če so hodili med Galilejo in Samarijo, ma ni bilo to daleč. Verjetno za večje neumnosti bo narediti 10 več pot.
članek linijo naredimo brez problema, ne? Še posebej, če se pa zvečer pogledamo, pa vidimo ukrovi, ki se pa pozna. Naredimo brez problema to. Zdaj lahko, da so govorili tudi tako. Eni so verjetno rekli, zdaj preslikam na današnji čas, kaj bi rekli. In verjetno je bilo isto takrat. Verjetno so rekli, nas ne briga, ti me ne pusti primir, jaz tebe pusti primir, Jezusa pusti primir, nim neč proti njemu. Ja, ma te je rešil, a jaz vem, da je mene rešil, ne ti mene govori, da je mene rešil. Verjetno je 30 tako. Verjetno, ajde, ne vem, to je moja tako, ne govoriti okrog, da se rekel, da je krišno. Kaki trije, verjetno so govorili pa tako. Meni ni treba, da grem k Jezusu, ker Jezus srčno čutim tako hvaležnost, da meni k Jezusu ni treba jeti. In jaz sem verjetno dosti bolj hvaležen kot ti, kad si šel k Jezusu, brez da bi šel k Jezusu. Tako da, če bi zdaj nas Jezus videl, če bi zdaj Jezus prišel pred nas dva, bi sigurno tebe zmeril, kad si šel k Jezus samo da se pokažeš, kako obliko imaš, ne? Mi pa imamo res v srcu hvaležnost. Nam ni treba jeti. To tudi zelo dobro poznam, ne? Mene ni treba hoditi v marš. Kako so tisti, ko hodi. No se dobiš res nekaj kakvi so župni. Dobro, sigurno, da smo išli iz grešnih pozicij, saj jaz ne more biti zdaj 100% dobro. Nekaj mora biti narobe, če se išče. Zdaj še za kraj se nisem nič zmislil, kaj bi bilo, kakaj je še taka izgovora, da ni treba, da si... A ja, ostali so ti pa normalni verniki, niso bili fanatiki. Ne. To bi lahko dobil še enih 50 nijans. Vsak človek se zmisli svoje. Ta laž ne nosi toliko na nosa, da ni zagovoril. Eden pa pride nazaj. Zdaj bom pa to preslikal na zadnjih par 10 let. Tisto, ko sem rekel o statistiki. Zdaj bom pa preslikal o našem slovenskem narodu. Če ni to cel zahodni svet. Naš slovenski narod je opil k Bogu. Veste to? V celoti klicu k Bogu. Vidim slico leto 1930 v mojem rojstvenem kraju. Ob cesti ljudje, po cesti pa zastave in najsvetejši duhovnik. Ma tisti ljudje ob cesti so bili vsi. Niso bili še samo žence stare, niso bili samo bolani ljudje, niso bili samo otroci, ki niso mogli pač se uprijeti doma, da bi šli ali karkoli. Ne, tam so bili vsi od klobukov do rud do kratkih hlač otrokov. Nabito prekraj. Upili so k Bogu. Življenje je bilo težko. Bili so hendikepirani. S tem, da niso vedeli, kaj bojo jutri jedli. Verjetno ne zmeram, pa ko vidite slike z ene vasi, možje vsi naslikani tako polet, verjetno so sušili, da so bili vsi samo v pračih. Manekeni. Manekeni, ki so telovadili, da so nekaj jezdi. Manekeni bolj za suhe postavili, pa ne tiste, ne ljudje. V Senožečah govorijo, kako so s kolesom žene vozili v Trst. Vsak drugi dan, ne vem, kako ima s kolesom, veste, kakve kolesa so da takrat. Po Makedanu, tisto je bilo hujško danes s Karjovijo. Samo malo bolj hitro je šlo. Senožeč dol so vozili hrano, da so prodali dol 10 jajc, da so lahko kupili neki kak kvarski tak, da so lahko sploh spekali kruh, da so otroci jedli. Ma nisem jedla, bojo jutri kako še narediti sa jajca, ne? So rekli, da smo laufali za vsako kokošje gledo jajce pa domov, ne? Zavidno. A tudi za vsako kokošo prej kot cetne, da jo jamaš, da jo lahko še v vratu grežeš, pa da je župo, da poleg enkrat cetne ne moreš več nešeti, ne? Revščina, klicali so v Bogu. Umirali so otroci. Sedaj nas tudi, kdo zvečer umre na koncu, ne samo po paralizacijah, ne?
otroci umirali. Pri mojemu očetu, recimo, se jih je 7 rodilo, 3 so preživeli. Samo 3. Pri mami, kjer je bil tudi Ivar, je bilo 13, 10 jih je živelo. To je bil že tak rekordstvo. To je bila že kar velika stopnja. In ta slovenski narod, ki je bil tako zelo zaznamovan z neko revščino, ki je takrat bila povsod, ma ta revščina je danes še v 3 četrt svetu, bi rekel. Je bil nekaj slišati kot 50 bogovcev. Kako se je to zgodilo? Ko Jezus usliši, veste, je tako pri 10 bogovcih. Jezus naredi dostikrat na tak način, čeprav mi bi radi, da bi bilo nekaj spektakularno, ampak tiste je bilo tako narejeno, da ne vemo točno, kdaj je. Nam pusti Jezus, da malo to premislimo, da to osvežimo in da se malo tudi sami odločimo za to, da ni to prisiljeno, tudi da nas ozdravi. Nas malo pusti v negotovosti, da moramo spet obuditi vero. Da lahko mimo glede rečemo na koncu, ne se to, se nadeva sem res popularno. Mimo glede se to zgodi. Poznam ogromno primer. Se ne vem, aj veliko tako bilo. Ma no, takrat se je bilo nekaj, ja, verjetno, da ne, kaj takrat je bilo neka taka čudna reč, in sem bil cel dan tak bolj. Stola že spet, ne, na to. In tako se je zgodilo temu našemu narodu. Enkrat, vete, še jaz, ko sem bil majhen, vem, smo šli v Francijo in smo debelo gledali po hiši obraš hladilnik polhan. Karkoli vzamo hladilnika, moraš vedeti, da ne pade še kaj. Pri nas je dal hladilnik, ko smo rekli, na pas je radost, in to še petršile, pa je pomodorno se reče. To je bilo vse. To je pa polhan. Ma zdaj so tudi pri nas, kamar grem, ker se v hladilnik moraš malo spet poriniti noter, da ne pade vrlo. Smo prišli do tega, da nam ni treba skrbeti za jutri, kaj bomo jedli. Je bolj treba skrbeti, kaj ne bomo jedli. Na konc. In potem pa rada tisto v tem našem narodu. Koliko Slovencev, zdaj govorim Slovencev, cel zahodni svet, koliko se jih zaveda, odkot je tu prišlo. Kdo je tisti, ki nam lahko da živimo tako brez skrbi, in kdo je tisti žal, ki nam lahko to tudi vzame. Koliko Slovencev še to verjame? Saj sodeč potem, kdo pride hmaš, še med temi, koliko procentov jih to verjame, ampak rečemo, da nekje pa le tli nekje. Če gledamo potem, kdo pride hmaš, zdaj to seveda ni nek 100%, zmerno lahko rečemo, da kdo ne pride, da lahko pa je ne, pa kdo pride, pa da ni kakoli, ampak en pokazatelj pa je, Jehov je pokazatelj. En pokazatelj, da se moja močna žena radi še zmerno tudi, da pridejo skupaj zmerno po službi, ne, Jehov. Če ne pride skupaj, se ne radi. Litko, da se srečamo z Bogom. Tlej pa ta statistika. Koliko procentov gobovcev se jih Jezusu vrnilo? 10%. Koliko procentov Slovencev še hode hmaš? 10%. Ene župnije sicer zelo višajo te procente. Sem imel v našem železnikih v soboto zvečer na Horenskem, na Vitovce. Saj rekel, 400 ljudi, 300. Saj rekel, kje je? Vsako soboto ne. Danes jih je malo več, ker smo malo napovedali, sem tudi malo tako, jih je kakih 20-30 manj. Za njih je tisto že, da ni bilo nabito. Nabitac je. In jutri, ja, dvakrat je tako polno. Ama grejo, vsi te po 3-krat imaš, ne, vsak pojente. To so župnije, kjer je še zmerno, je rekel, maj čutiti v manj se nekaj, veste, to so velike družine, tudi tam se veselijo življenje. Je čutiti. Nekaj takega. Druge župnije pa nižemo tam, oziroma spravljamo na evangelsko raven, ta procent Slovencev, ne? Med drugimi so vse vaše, mi poskrbimo in moje kraške,
mi poskrbimo, da je evangelij živi do procenta točno. Pri meni pa 5%, recimo, tako da malo izenačimo železnike, rečemo temu. Samo Jezus pa vpraša, veste, mi rečemo, ja, ne vpraša, kje je ostalih 9? Da bi se prišlo prikloniti, da bi se prišlo zahvaliti, če tako piše to točno, da bi počastili Boga. Jezus reče, da pač, kje je ostalih 9, da bi jim še naprej lahko skazoval svojo usmiljenje. Da bi še naprej bili hvaležni za to in da bi čutili, kako so rešeni. Kje je ostalih 9? Ta klic pa mejmo vse, tudi mi. Ker mimo glede nismo med tem enem, ki se je prišel zahvaliti. Kadar nas zdravje, že kadar nas žalost močno popada, tu smo zdaj, če kako vzrok močno se kaj zgodi, ali tako, ampak to se, kako nas žalost popada brez vzroka, takrat je mogoče v vprašanju naša hvaležnost. Takrat se hitro zahvaljujemo Bogu. Eden je celo tako rekel, kadar me popade žalost, takoj pomislim, lahko hodim, pa lahko bi hodil. Za začetek in poleg naštejem pred Bogom še 20 reči, kaj bi lahko delali, kaj ne bi lahko delali. In pomislim tudi to, če ne, zdaj govorim hodil, Gospod, vsak lahko dobi svoje, ne? Če ne bi mogel hoditi, če bi bil hrom, kaj bi dalo za to? Da bi samo 3 minute lahko hodil. Da bi samo 3 minute bil lahko vkusen zdaj. Se predstavljate? Ajde. Hodil. Če ne bi mogel, kaj bi dalo za to, da bi zdaj to preskočil? Koliko razlogov za to, da nismo žalostni, da smo Bogu hvaležni, da nam daje. Koliko razlogov? In te razloge imamo skozi pred očmi, ki ne bojo nikoli